Okay. Preden bomo šli naprej nastavljati temo, bi vam rad še nekaj takih zanimivih stvari pokazal. In sicer, a mogoče ve, kdo kaj tole? IFTTT. To je ena hecna storitev, ki je popolnoma brezplačna. Pomeni if this, then that. Se pravi, če to, potem to. In omogoča v bistvu to, da si določene servise ali pa socialna omrežja nekako povežete med sabo. Jaz recimo imam to povezano z svojim Instagramom. Se pravi, če jaz objavim fotko na Instagramu, mi jo on pokne na Twitter. Če jaz objavim fotko na Instagramu, mi jo pokne na Tumblr. Če jo tole je Flickr, Weebly, Pinterest, na WordPress, na Facebook page, 500 pikslov, Blogspot. Se pravi, ista vsebina, ne da bi jaz rabil iti potem na 9 dodatnih lokacij in potem isto vsebino objavil. Imate lahko registrirane vse te stvari in jih potem povežete skupaj. Lahko imate tudi dosti bolj kompleksne stvari, se pravi, ne vem, če pridem domov, mi vklopi luč, če imate recimo pametno luč, ali pa ne vem, če prije žena domov, pač vrš ljubico ven, ne vem, če dela. Zdaj, mislim, to je recimo fajn za tega, ker lahko povežete neko grafiko, če sem jaz objavil novico, mi jo objavi še na Facebooku, ali pa mi jo objavi še na neki drugi spletni strani, ki je pač čist ločena. Torej, da imate lahko, mislim, da je celo LinkedIn zdaj na voljo, pa še Medium, pa še en kup drugih zadevščin. Tako da vam malo časa prihrani. Druga stvar, ki bi jo bilo fajn razumeti, je to, da WordPress omogoča registracijo uporabnikov. Torej, vi imate lahko več različnih stopenj dostopa, ki dovolite tem uporabnikom. Naprimer, ko bomo nastavili neke module, neke vtičnike, ko bomo nastavili grafiko, recimo nočemo, da naročnik pride noter in vse te stvari spreminja. Ker bo nekdo prišel not, pa ok, kaj pa če bi zdaj tole malo bolj v roza spremenil, pa 3 piksle gor dol, pa ne vem kaj, nočemo tega. In WordPress nam omogoča, da recimo omejiš stopnjo dostopa, ki ga ima človek. Torej, lahko spreminjam vsebino, kot je, ne vem, kdaj smo odprti, ali pa, ne vem, o nas, ali pa kakšno novico doda, ne morem pa zdaj recimo neke grafike ali pa nekega dizajna spreminjati. Druga stvar, ki pa je, bomo še prišli do tega, se pravi, na začetku je registracija za nove uporabnike blokirana. Se pravi, če bi želeli recimo na svoji spletni strani omogočiti registracijo, je treba posebej aktivirati. Tako da ne more kar nekdo priti na vašo spletno stran pa se registrirati kot član, če tega ne želimo. Ta glavna stvar pri WordPressu. Stvar je živa. To sem že nekajkrat povedal, tako da jo je treba posodabljati. Takrat, ko pridajo te posodobitve ven, ali za module, ali za WordPress, ali za teme, boste imeli v admin baru, tukaj le zgore, ta prva stvar, ki bo, je tale ikonca z številom posodobitev. Lahko greste pa tudi z miško čez dashboard in potem tukaj le izberete updates. Da vam pokažem, kako to izgleda v resnici. Tukaj le že imam eno posodobitev od tegale WordPressa in na tej strani smo ločeni na 3 enote. Prva enota je WordPress, se pravi sistem sam. Trenutno mi pravi, da 4.9.8 je najnovejša verzija, ki jo imam, tako da ni treba nobene posodobitve. Drugi blok so vtičniki. Vtičniki so neki moduli, ki jih dodamo in s tem povečamo funkcionalnost. Kar nekaj vam jih bom pokazal zdajle čez kakšno minutko, ampak tukaj lahko izberem, katere vtičnike želim posodobiti
in samo kliknem na Update plugins. In pa ta tretja zadevščina, ki jo bomo imeli tukaj, so teme. Se pravi, če bo avtor te teme dal neko posodobitev ven, jo lahko tukaj potem avtomatsko posodobimo. Uporabljali bomo neko temo, ki je zelo kompleksna v svoji funkcionalnosti, tako da se cel čas dela na tem, da se jo ali nadgrajuje, ali pa da se flika neke varnostne luknje. Tako da pač fajn je in to posodabljati. Skozi katerokoli od teh treh stvari lahko nekdo potencialno pride noter skozi neko varnostno luknjo. Vse te tri stvari so žive, so pač neko funkcionalnost imajo in fino je, da se te stvari vedno posodobi, če je le čas. Takole recimo potem izgleda, če bi bila posodobitev za teme. Imamo pa še eno drugo zadevščino. In sicer, če bomo imeli, če boste postavljali spletne strani za neke naročnike, zagotovo ne boste imeli celega dneva cajta, da greste na vsako spletno stran, pogledati, če je kaj novega za posodobitev, pol obkljukati, počakati, da je za posodobitev, skratka, da ne izgubite vse volje do življenja. Imamo eno hecno storitev, ManageWP. Mislim, da je to hrvaška ali srbska storitev, ki so jo zdaj prodali GoDaddyju za mastne pare, ampak ta zadevščina nam omogoča, da se poveže na vse strani naenkrat, pogleda, če je kaj novega za posodobiti in potem obkljukaš in posodobiš vse naenkrat. Top shit. Takole izgleda zadevščina potem, ko imate neke strani že noter dodane. Ena izmed super zadev, ki je, da tukaj recimo mi potem takoj piše, da imam neke varnostne probleme. Torej, specifično All-in-One WP Migration plugin ima neko varnostno luknjo in to je treba takoj zamenjati, se pravi updatati. V trenutku, ko je to, vemo, da je neka varnostna luknja, skozi katero lahko noter pridejo. Kar je pač seveda grozno, ker vam kažem screenshot od svojega, kjer imam 27 varnostnih lukenj, ampak, kaj že, Kovačeva kobila ali nekaj. Ok, zdaj pa pejmo še čez nekaj nastavitev za našo spletno stran. Vse te nastavitve boste našli tukaj na levi strani pod Settings. Torej, prva stvar, ki je, Settings pa General. Smo? Settings pa General. Katarina, se že obupala? Settings pa General, dej, sodeluj. Ta prvi dve možnosti sta tisti, ki smo jih nastavili pri inštalaciji. Torej, to je naš naslov spletne strani in to je nek podnaslov te spletne strani, ki se potem pojavi v dizajnu noter. Tukaj spodaj je tista zadevščina, ki sem vam prej rekel. Anyone can register. Če si to obkljukate, seveda ima vsak možnost, da se registrira na tej spletni strani. Seveda ne postane administrator tako kot vi, ima zelo nizek dostop do strani, ampak pač ima to možnost. Tako da tukaj imate to opcijo in pa tukaj imate tudi, če si želite potem kasneje spremeniti jezik svoje spletne strani v recimo slovenščino, zadevščina je čist prevedena, tako da samo tukaj izberete slovenščino in boste imeli potem za stvar v slovenskem jeziku. Ta druga zadevščina, ki jo imamo, je tukaj pod Settings pa Reading. In sicer WordPress v začetni inštalaciji, se pravi v trenutku, ko namestimo svojo spletno stran, bo pokazal WordPress tole, Your Latest Posts. Se pravi, ko boste šli na svojo spletno stran, mojaspletnastran.com, bodo tam kronološko postavljene novice.
Ja? Včasih pa ne želimo tega, ne? Včasih pa želimo, ne vem, dobrodošli na moji spletni strani ali pa whatever, neko grafiko, neko galerijo, karkoli, ne? Nek call to action. In to lahko dobimo tako, da tukaj izberemo aesthetic page, ne? In potem tukaj izberemo, katero od teh strani, ki smo jih že naredili, ne, želimo uporabiti kot glavno stran. Ja? Naprimer, ne, če grem jaz na mojo stran, ne, imam mojo stran z neko statično stranjo, kjer je potem naenkrat nek call to action, neka galerija in potem še neka grafika in potem neke novičke. Ne. Torej, vse to lahko potem si postavim v to statično stran, ne, ampak ta statična stran je definirana kot glavna stran. Ne. Torej, domenlo.com, je ta zadevščina mi takoj pokazana. In pa še ena zadeva je tole. A mogoče kdo ve, kaj je RSS? Oziroma, kaj je XML? RSS ali tako imenovani Real Simple Syndication je način, kako vaša spletna stran pokaže, kaj je novega, oziroma kako bi lahko nek program ali pa nek newsreader pogledal, kaj je novega, ne da bi obiskal vašo stran. Če bi šli na moja spletna stran.com pošiljnica feed, F-E-E-D, si lahko recimo pogledate, kako ta stvar zgleda v resnici. Ne? Torej, grem recimo na moja spletna stran /feed in takole zgleda tale XML koda, ki pokaže vse od najnovejše do najstarejše te novičke. Ne? In to bi si recimo v nek bralnik za novice lahko dali noter, ne? Da ne rabite vsakič iti gledati na spletno stran aj kaj novega, vsak dan, aj kaj novega, ne? Ali pa vsako uro. Ne? Vse lahko to naredi namesto vas. In tukaj si lahko izberete, kaj se pokaže v samem članku. Ne? A se pokaže ves tekst, a se pokaže samo en mehen košček besedila. Ne? Meni je recimo fajn, da si tukaj pustim summary glik za to, da pač neka mašina ne prije noter pa mi pokrade ves tekst. Ne? Mora iti vsaj en korak naprej, da prije do njega. In pa še tale zadevščina. Tisti, ki imate inštaliran WordPress na svojem računalniku, lahko popolnoma ignorirate to, ker Google ne bo nikoli prišel do vašega računalnika. Ampak, če obkljukate to, se pravi discourage search engines from indexing this site, bo pomenilo, da bo Google prišel gor, bo rekel, lahko malo brskam po tej spletni strani in boste rekli ne. Tako da ta spletna stran ne bo nikoli v Googlovem indeksu. Ne? Tako da, če je slučajno kakšen problem, ne, da se stran ne pojavi v indeksu, je fajn pogledati tukaj, če je slučajno kaj obkljukano. Naslednjič bomo tudi dodali svojo spletno stran v Google Search Console, tako da boste lahko takoj videli, če je slučajno kakšen problem za spletno stranjo, Google bo takoj poslal mail ops, ne, prišlo je veliko napak, ali pa ops, ne vem, nekaj, imam problem pri dostopanju do te strani, tako da imate takoj možnost stvar korigirati. Torej, settings pa discussion. WordPress je bil originalno sistem za bloganje. Ne? Torej, znotraj vsake objave je bilo seveda možnost potem spodaj komentirati. Ne? In to možnost imamo zdaj mi, dokler je ne izklopimo tukaj. Ne? Če najdemo tukaj allow people to post comments on new articles, ne? Bomo imeli vedno neko kontaktno formo od spodaj, mislim ne kontaktno formo, v bistvu formo za komentiranje, kjer lahko potem ljudje neke odzive pišejo. In zdaj, če tega ne želimo, jaz recimo na večini spletnih strani, ki jih postavljam, tega ne želim, in si to stvar seveda popolnoma izklopim. Jaz si jo celo tako dodatno izklopim, da si namestim en vtičnik, ki se mu reče disable comments,
ki mi to čist pobriše ven. Se pravi, ne samo, da nimam te možnosti, ampak mi jo tudi iz uporabniškega vmesnika recimo tukaj ven flikne. Ne? Se pravi, tukaj nimam comments sploh več na voljo. Pa dajmo za hec si svoj prvi vtičnik namestiti, tale disable comments. Torej, jaz bom zdaj šel tukaj na levi strani pod plugins in kliknil na add new. Videli boste, da je WordPress povezan z svojo interno bazo, z svojo centralno bazo za vtičnike in pa za teme, tako da lahko znotraj WordPressa takoj iščete po tej centralni bazi in takoj namestite te vtičnike. Jaz bom zdaj tukaj na desni strani zgoraj, kjer piše Search Plugins, bom napisal disable comments. In prvi rezultat, ki bo, je moj vtičnik disable comments. Kliknil bom tukaj zgoraj na install now. Počakal nekaj sekund, da kaj se dogaja, ne? On je prenesel iz centralne baze to datoteko, jo odzipal in je zdaj na moji spletni strani in vse, kar mi še fali, je, da aktiviram ta vtičnik. Ne? Se pravi, ta stvar zdaj ne laufa, dokler je ne aktiviram. Še enkrat bom kliknil tukaj zgoraj na activate in ta stvar zdaj laufa na moji spletni strani. Tukaj zgoraj lahko tudi vidimo, da mi piše, ne, da disable comments plugin is active, but isn't configured to do. Imamo eno Godzilla zgoraj. Torej, kliknil bom tukaj na configuration page in to je tista stvar, ki jo jaz ponavadi vklopim. Ne. Se pravi, disable everywhere, stvar mi zgine, se pravi, jaz bom kliknil tukaj everywhere. Glejte zdaj tale comments. Ne. Ok, gledajte zdaj tale comments, ki bom refreshil stran, evo ga, ne? Ni več. Ne? Se pravi, fizično ni več v uporabniškem vmesniku te funkcionalnosti na moji spletni strani. Ja, seveda, lahko si izklopiš ta vtičnik in v trenutku pač ta funkcionalnost je spet nazaj. Ne? Lahko si tudi izklopiš samo na določenih lokacijah. Ne? Se pravi, tukaj, ne? Na mesto everywhere, ne, lahko rečeš, hočem samo na recimo page-ih imeti to izklopljeno. Ne. Se pravi, imam samo page-e obkljukane in to je to. Ne. Lahko normalno komentirajo na slikah in lahko normalno komentirajo na novičkah. Nope. Ok, naslednja stvar. WordPress ima že v sebi integrirano tako imenovane lepe povezave. Ne? Kaj to pomeni? Na začetku, ko si inštaliramo ko si inštaliramo WordPress, imamo vprašaj P je številka neke vsebine. To, kar iz stališča uporabniške izkušnje in pa iz stališča iskalnikov ni glih najbolj optimalno. Tako da jaz recimo najraje imam tole, ne? Post name, se pravi, katerakoli novica je potem moja domena.com, poševnica novica. Ne? Takrat, ko sem vam prej pokazal stran in podstran, sem šel na hiter tole vklopiti. Ne? Se pravi, kliknil sem na post name, dal save changes in potem je bila, ne? Moja stran je bila vitamini.si/stran/podstran. Ne? To je pač nekaj, kar se mi zdi zelo mislim, ne samo iz stališča Google, no, ampak tudi uporabnika. Nekaj lahko rečeš, ne vem, pejt na mojo stran poševnica galerija, ne? Ali pa pejt na mojo stran poševnica akcija za neko akcijo. Ne? Torej, izberemo, tukaj imamo gumbke, vse, kar želimo imeti noter, lahko imamo leto, mesec objave, dan objave, če smo res analni, imamo uro objave, minuto objave, sekundo objave, če hočemo. Ne? In potem sestavljamo, ne?
kako želimo, da je ta permalink za vsako objavo, se pravi za vsako stran in pa za vsako novico na strani sami.